Spoštovani gostje, dober dan in lepo pozdravljeni na javni predstavitvi kandidata za rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2017-2021. Senati članic Univerze v Ljubljani so lahko do 24. marca 2017 volilni komisiji Univerze posredovali predloge kandidatov za novega rektorja. Prispeli so 3 predlogi, vsi za enega kandidata, in sicer za profesorja dr. Igorja Papiča, ki po statutu Univerze v Ljubljani izpolnjuje formalne pogoje za kandidaturo in z njo tudi soglaša. Profesor dr. Igor Papič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je njen dekan in tudi vse 3 stopnje študija je zaključil na tej fakulteti. Je nosilec številnih domačih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektov. Svoj program je utemeljil v 10 točkah, ki zajemajo področja kakovosti, odličnosti, motivacije, dostopnosti, odgovornosti, sodelovanja, transparentnosti, avtonomije, tradicije in razvoja. Verjamem, da ste se s programom, ki je javno dostopen na posebni spletni strani igorpapic.si in na spletni strani Univerze v Ljubljani, že seznanili. Zato kandidata za rektorja prosim, da nam predstavi ključna sporočila svojega programa, zatem pa bo odgovarjal tudi na vaša vprašanja. Na govorniški oder vabim kandidata za novega, že 44. rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Igorja Papiča. Hvala lepa za te uvodne besede, spoštovani gospod rektor, gostje, kolegice in kolegi. Veliko zadovoljstvo in čast mi je, da vas lahko nagovorim v priložnosti moje kandidature za rektorja Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2017-2021. Začel bi z zelo enostavnimi besedami in pa gotovo dejstvom. Univerza v Ljubljani je odlična univerza. Glavni izziv, ki ga vidim pri tem dejstvu, je to, ali smo lahko še boljši. Vsi se zavedamo, da smo v mandatu, ki se izteka, gotovo, vsaj kolikor se jaz spomnim, šli čez precej težke čase, predvsem mislim na financiranje. Izredno težko je v takih razmerah že zagotavljati doseženo kakovost, kaj šele, da bi razmišljali o še boljšem delu, še večjih izzivih. V tem obdobju seveda se kažejo, vsaj v gospodarstvu, nekakšni pozitivni znaki. Vsi pravijo, da izhajamo iz krize in prepričan sem, da je to nek pozitivni trenutek optimizma. To je bila tudi moja motivacija, da sem se odločil za kandidaturo, da po teh nekoliko turobnih letih, ki pa so daleč od tega, da ne bi bila ustvarjalna za univerzo, da le zadihamo nekoliko lažje in da ne govorimo samo o, skoraj bi lahko rekel, samo o čistem preživetju, ampak da začnemo razmišljati tudi o dejanskem razvoju. V zadnjem obdobju smo bili priča sprejemanju novele zakona, ki je kot glavni doprinos seveda pripeljala do tega, da naj bi imeli zagotovljeno bolj stabilno financiranje v daljšem časovnem obdobju, 5-letnem obdobju. Kot vemo, smo se v teh letih prebijali iz leta v leto, bilo je v bistvu skoraj pol leta že mimo, ko smo bili na nekem pavšalnem financiranju in šele proti koncu leta smo dejansko dobili pravi proračun za tekoče leto. Jaz nisem pretiran optimist v smislu, da bo čez noč zdaj vse drugače s tem zakonom, s to novelo. Ravno prejšnji teden smo ponovno debatirali na kolegiju dekanov o situaciji in dejstvo je, da bo letošnje leto, ne bom rekel, da bo slabše, ampak sigurno ne bo boljše, kot je bilo lansko. Ves dodatni denar, ki ga bomo dobili, bo šel večinoma za redna napredovanja. To je vsekakor pozitivna novica za zaposlene. Lahko se pa seveda sprašujemo, kako bomo nadaljevali z razvojem, kako bomo vlagali v raziskovalno opremo, kako bomo vlagali v dvig kakovosti pedagoškega dela.
Se pravi, ta prva točka, izziv, biti boljši ob izredno dobrih rezultatih je gotovo izziv in ne bo enostavno. Druga ugotovitev seveda ta, da je Univerza v Ljubljani gotovo najboljša univerza v Sloveniji. Upam si to trditi, če posebej, ker pričakujem, da ni veliko Mariborčanov tukaj, ampak kljub temu. Vprašanje seveda, a nam to zadošča? Prepričan sem, da ne. Univerza je mednarodna univerza, mora biti mednarodno primerljiva in pa primerjati se moramo z najboljšimi. Univerza v Ljubljani se uvršča med 3% najboljših univerz na svetu in kot rečeno, že držati tak nivo, raven kakovosti je zahtevna naloga, kaj šele razmišljati o tem, da bi bili še boljši. Nekateri so mi rekli, da sem drzen, oziroma če gremo še naprej, mogoče tudi predrzen. Pri teh razmišljanjih glede razvoja in pa nekako drastičnemu pomanjkanju razvojnih sredstev se takoj pojavi vprašanje, kako lahko to dosežemo. To bi mogoče drug pomemben poudarek, ki ga bi izpostavil, gre za to, kje so naši skriti potenciali. Tisti, ki ste prebrali program, ki je pripravljen, ste mogoče zasledili noter nekak večji poudarek, omenja se predvsem tisto srednjo generacijo, mlajšo generacijo. Jaz sem prepričan, da je to naš potencial v tem smislu, da moramo mladim prepustiti določene odgovorne funkcije na fakulteti, prepustiti moramo, da vodijo samostojno projekte, da dobijo odgovorne naloge na članicah, ker sem prepričan, da imajo več energije kot mi, nekoliko starejši in da bojo to z veliko večjo vnemo upravili, kot pa mogoče mi upravljamo. Gre za enostavno dejstvo, če ima nekdo 5-6 projektov, mu je vseeno za 6. mlajši kolega bo z velikim veseljem sprejel ta izziv in se bo lotil tega dela, ne samo, da bo dokončal uspešno ta projekt, prepričan sem, da bo iskal tudi nove projekte. Tukaj bi posebej izpostavil razvojni sklad, ki smo ga ustanovili v času tega mandata. Bilo je precej polemik, razprav, kje ga bomo financirali, ampak če zdaj pogledamo nazaj, sem prepričan, da je bila to izredno dobra odločitev in da bomo na ta način še naprej spodbujali ta potencial, ki je pri nas, kot rečeno pri mlajših. In pa drugo pomembno sporočilo z moje strani je ta, da smo v tej akademski skupnosti pomembni ljudje. Ne gre samo za številke, prevelikokrat se ujamemo v pasti številk, štejemo članke, štejemo citate, štejemo evre projektov, štejemo število projektov. Ljudje so tukaj pomembni in mislim, da je glavno sporočilo oziroma želja tudi z moje strani, da zagotovimo take pogoje na univerzi, da bomo lahko v miru delali. Karkoli že to pomeni, vemo, da imamo različne pritiske vseh mogočih strani, tudi birokratske, administrativne strani države. Jaz sem prepričan, da poslanstvo profesorja ni poklic, ampak je način življenja in najraje delamo takrat, ko smo sproščeni, svobodni in ko sami izbiramo, pa so naše raziskovalne naloge. Tukaj je tisti skriti potencial, ki ga lahko izkoristimo, če hočemo doseči tisto, kar sem omenil na začetku, se pravi še boljšo, še bolj odlično univerzo. In pa tretji poudarek, ki ga želim v tem uvodnem delu izpostaviti, je pomemben mejnik delovanja univerze. Leta 2019 bo ta univerza praznovala 100-letnico. Jaz mislim, da je to pomemben dogodek, ne samo stališča te univerze, ampak stališča celotne države. Pomembne priprave, številne zadeve že potekajo, se že pripravljamo in jaz mislim, da je to tudi bo eden izmed vrhuncev tega novega mandata. Se pravi, praznovanje 100-letnice aktivnega delovanja Univerze v Ljubljani. Takrat so štartali, če sem dobro obveščen, 4 članicami, danes jih imamo 26 in sem absolutno zagovornik različnosti in pa velike univerze. Še izpostavljam veliko potrebo po dobri komunikaciji, da se znamo poslušati, da znamo razumeti eden drugega, ker edino, če bomo enotni, ne bom rekel, da bomo imeli vedno enaka mnenja, daleč od tega,
Če bomo enotni, bomo uspešno nastopali tudi napram državi ali pa seveda tudi drugim akterjem v tej družbi. Tukaj imam v mislih seveda študente, sindikate, vse zaposlene, skupne službe. Mislim, da akademsko skupnost sestavljajo vse te skupine ljudi in pomembno je, da vsi uspešno oziroma usklajeno delujemo med sabo. To, bi bilo z moje strani v tem uvodnem delu, jaz ne bi želel zdaj prebirati vse te konkretne naloge, ki so bile navedene oziroma ki so predstavljene v programu. Prvo področje seveda organizacijsko področje, delovanje članic, delovanje univerze, potem je nabor nalog z področja pedagoškega dela in v tretjem segmentu projektno, znanstveno-raziskovalno, umetniško delo. Tukaj so, kot rečeno, čisto konkretni cilji pred nami. Nekateri so mi že rekli, da je to seznam želja. Jaz se bom trudil, da bomo večino teh nalog, ki so tukaj zapisane v tem mandatu, seveda, če se bo uspešno izteklo zame, tudi realiziral. Toliko bi bilo z moje strani, zdaj bi pa veliko rajš se pogovarjal z vami, kot pa da jaz še naprej razlagam, razpredam o tem, kaj želimo početi v naslednjih 4 letih. Prosim. Bi jaz začel, ampak kakšno vprašanje mogoče? Jaz gospoda rektorja izzval. Sem se malo v šali, sem rekel, da moram paziti, kaj bom povedal, ker, kot rečeno, univerza dobro deluje, je odlična univerza in nekateri so me že spraševali, in kaj bo zdaj drugače. Jaz pravim, da je poseben izziv že vzdrževati tak nivo, kot smo ga vzdrževali v teh 4 letih. Ja, hvala lepa, kolega Papič. Jaz sem zelo v nehvaležni vlogi zdaj ta hip, da bi se spuščal kaj zelo v diskusijo, ker če bom hvalil tvoj program, bodo rekli, da se to je tisto, s čimer bi rad sebe pohvalil. Če bi pa kritiziral, pa spet bi rekli, zakaj pa nisi tega napravil. Ampak bom samo komentiral, da je bilo najno sodelovanje zadnje obdobje v teh 4 letih. Zares se mi zdi dobro, da smo sodelovali tudi z celo skupino dekanov na način, ki je bil konstruktiven, da smo iskali skupne rešitve in se mi zdi, da je bila tvoja vloga pri tem iskanju zares zelo konstruktivna, povezovalna in če izrazim pa svojo željo, bi rekel, da bi zelo rad videl, da se univerza naprej ohranja kot povezana, integrirana, morda celo kje še bolj kot trenutno skupnost, ki lahko potem na ta način da več od sebe. Jaz sem opazoval tudi posamezne članice in moram reči, da tvoja fakulteta je v marsičem lahko zgled drugim in zato sem bil zelo vesel, da si se odločil za to kandidaturo in moram reči, da imaš vso mojo podporo. Najlepša hvala za te spodbudne besede. Jaz bi tudi omenil, da smo kot skupina tim dekanov, ki smo delovali v zadnjih letih, nekateri malo smo se menjali, se je še posebej v tem zadnjem obdobju se je videlo, da se dejansko išče konstruktivne rešitve in da ne gre za to, kdo bo prevladal nad kom, katero področje. Jaz načeloma želim delovati v imenu univerze, ne glede s kje prihajam, sem seveda tehnik po osnovni izobrazbi, ampak mislim, da je že tradicionalno, da tisti, ki je recimo naravoslovno-tehnični rektor, potem še posebno pozornost posveča, če lahko rečem, drugi strani. In mislim pa, da sploh te delitve so nepotrebne in če se znamo pogovarjati, potem načeloma ni važno, s kje kdo prihaja. Gre za veliko univerzo, 26 članic, kot rečeno, različna področja in to mora biti naša prednost, ne pa ovira. Namreč, dogodki preteklih let, povezani z
našo univerzo, pa sploh z univerzami, so pokazali, da je veliko zagad za dejstva, da smo pedagoški delavci, enačeni z javnimi uslužbenci. In bilo je že kar nekaj poskusov, da bi dobili nek zakon, nov zakon, ki bi bil zakon o univerzi. Zdaj, kot največja univerza, ima naš rektor v rektorski konferenci kar pomembno vlogo in upam, da bi nadaljevali z to težnjo, da bi v resnici počasi prišli k temu zakonu, pa me zanima, ali mislite v tej smeri tudi zastaviti kakšno besedo? Jaz se vsekakor strinjam, da je to odprto vprašanje, že dlje časa je odprto. Lahko, če bi še bolj nasplošno rekel, lahko govorimo tudi o avtonomiji univerze. Bi pa rekel, da moramo najprej še kakšno domačo nalogo opraviti, preden to zahtevamo od družbe, od države, od tistih, ki nas financirajo. Jaz bi dejal, da si moramo zaslužiti avtonomijo z našimi dejanji in jaz sem vedno razočaran, če se znotraj akademske skupnosti pri določenih sporih, ki so samoumevni, nihče si ne dela utvar, da ne bo prihajalo do nasproti, če ne znamo znotraj te hiše, znotraj univerze reševati teh problemov. Če to ne uspemo narediti, grejo stvari naprej, grejo na zunanje organe, na sodišče in vsak spor, ki pride na sodišče, je po mojem mnenju poraz za avtonomijo univerze. In če bomo mi uspeli te stvari urejati znotraj univerze na način, seveda tak, da se spoštuje odločitve določenih organov, določenih komisij, tudi senata, potem imamo to avtonomno pravico, da zahtevamo tudi večjo avtonomijo. Čim pa mi rešujemo stvari izven hiše in se vedno znova zatekamo po pomoč k nekomu drugemu, potem pa lahko upravičeno rečemo, da še mogoče nismo čisto zreli za večjo stopnjo avtonomije. Seveda sem pa absolutno jaz prvi za to. Bi pa tudi poudaril to, da avtonomija univerze je stvar akademske skupnosti, ne pa nekaj posameznikov. In moramo odgovorno se obnašati do teh pojmov, do teh vsebin. In če uspemo, kot sem omenil, te zadeve ustrezno reševati znotraj univerze, bo najbrž samoumevno, da bomo dobili večjo avtonomijo. Morda še kdo? Gregor Mišič, študentski svet. Ker prehajam z fakultete za šport, bom tudi v tej smeri vprašal. Se mi zdi zelo pomembna tema. V svojem programu ste omenili športno vzgojo oziroma šport za vse študente. Čisto tako bolj splošno vprašanje, kako si vi to predstavljate, pa če bi bilo za vse študente na voljo, v kolikšnem času mislite, da bi to šlo skozi oziroma da bi bilo organizacijsko izvedljivo? Seveda je tudi to vprašanje spet povezano najbolj s financami. Jaz obžalujem, da smo pred leti praktično od študijskih programov izločili športno vzgojo. Na naši fakulteti smo ohranili pri nekaterih programih in takrat, ko delamo rezervacije za športne objekte, za naše študente, ki imajo to v rednem programu, seveda pozovemo tudi vse ostale študente, ki so na naši fakulteti in pa tudi vse zaposlene. Gre enostavno za to, da fakultete zakupijo določene kapacitete in da potem ponudimo te prostore vsem, ki seveda imajo interes, da so športno aktivni znotraj univerze. Vsekakor pa se najbolj vsi zavedamo, da smo pod vedno večjim stresom, pritiskom in brez take sprostitve, če lahko rečem, je težko normalno delovati in to postaja vedno bolj izrazito. Vsekakor bomo pogledali, kako, kaj, na kakšen način, da se pa seveda spet precej narediti z določenimi organizacijskimi ukrepi.
Danes je predhodno pri tem dogodku potekal tudi shod za znanost. Me zanima, če ste se ga udeležili oziroma zakaj ja ali ne. Hvala. Na žalost nisem uspel, ker sem ravno dobro prišel iz Portoroža z fakultete za pomorstvo in promet, ker sem imel tudi predstavitev. Absolutno podpiram ta shod. Se pa lahko malo kritično vprašam, kaj smo počeli do zdaj. Jaz bi tak shod organiziral vsaj 3 leta prej. Če se spomnite, na filozofski fakulteti smo imeli, ne vem točno katerega leta, zelo burno razpravo ob drastičnem znižanju financiranja tako pedagoškega dela kot znanstveno-raziskovalnega dela. Vsi vemo, da se zelo počasi vračamo na številke glede financiranja tako znanstveno-raziskovalnega dela kot tudi visokošolskega, se pravi pedagoškega dela, na številke, ki smo jih pred časom že imeli. In kljub sprejetju te novele zakona bo šlo zelo počasi. Saj številke so lepe, 1%, nihče ni povedal, s kakšno dinamiko, bo šlo to linearno ali ne, lahko 3 leta ne bo nič, pa potem se lahko spet kje zamenja kakšna vlada, pa se pozabi. Ne obetam si drastičnih sprememb pri financiranju. To, kar pa trenutno vlada, recimo konkretno pri znanstveno-raziskovalnem delu, imamo dobesedno gladiatorske igre na ARRS-ju za tista pičlo odmerjena sredstva vsako leto. Irena Mlinarič, Raščna fakulteta za farmacijo. Mene pa zanima, kako gledate na novelo oziroma na izhodišče novega zakona, ki naj bi bil skupen za raziskovalno dejavnost in visokošolstvo. Tam je nekaj kar kritičnih segmentov za predvsem visokošolstvo. Jaz bi komentiral to vprašanje, to, kot je že omenjeno v programu. Jaz sem žalosten, da smo se uspeli razdeliti, še preden smo sploh osnutek zakona dobili. Eno so izhodišča strani rektorske konference, ministrstva, imamo stališče sindikatov, imamo stališče študentov. Jaz sem se že sestal vsaj z visokošolskim sindikatom, sestal sem se študentskim svetom Univerze v Ljubljani in jaz mislim, da če ne bomo imeli mi poenotenega stališča znotraj univerze, bomo težko uveljavljali naše interese navzven, napram državi oziroma napram tistim, ki pač pripravljajo to novo zakonodajo. Zavedati se pa moramo, da je tukaj odzadaj najbrž še kakšen drug boj, ne? Sredstva so pičlo odmerjena, inštitucij imamo pa kar precej, od univerz pa do velikih raziskovalnih inštitutov. In vsak ima tukaj svoje interese in pri pripravi izhodišč in pa teh osnutkov zakonov se že da slutiti, kaj kdo poskuša. Upam, da nisem preveč skrivnosten. Poenotiti se je treba znotraj univerze, sindikati, študenti in seveda sem prepričan, da bomo potem bistveno bolj uspešni tudi pri uveljavljanju višje stopnje akademske svobode in to je prvi korak po mojem mnenju. Še kdo? Zdaj, nedolgo nazaj je v vladi kar malo završalo, ko je računsko sodišče ugotovilo nekako, da ni veliko učinkov s projekti, ki jih vlada namenja mladim. In v tej smeri bi vprašal glede kariernih centrov in podobnih zadev, ki jih organizira univerza. Kakšno je vaše stališče do tega oziroma pa so kakšne predlogi za izboljšave v prihodnje? Jaz seveda prihajam z tehniške fakultete, naši študenti so izredno zainteresirani za sodelovanje z bodočimi delodajalci. Vem, da mogoče obstajajo tudi drugačni pogledi, konkretno glede delovanja kariernih centrov. Kot je meni znano, se je to do zdaj financiralo bolj projektno, kot pa da bi imeli sistemsko urejeno.
Jaz bi vsekakor to podprl. Mi, kot rečeno, kot tehniška fakulteta imamo stalne kontakte z okolico, z industrijo in mislim, da je zelo pomembno, da študentom že v času študija zagotovimo tudi ustrezne pogoje, da se lahko direktno vključijo v svoje novo delovno okolje. Vsekakor podpiram, nisem pa natančno seznanjen s trenutnim stanjem glede delovanja kariernih centrov. Imamo še kakšno vprašanje? Vi? Ne? Vprašam še enkrat. Prvič, drugič? Ne? Potem se vam pa lepo zahvaljujem za prisotnost, za pozornost. Volitve rektorja so 16. maja. Se vidimo takrat. Nasvidenje.